Elektrocelje Energija je po velikosti tretji dobavitelj električne energije pri nas. Dobavlja jo 140 tisoč gospodinjstvom in 10 tisoč podjetjem po vsej državi. V prejšnjem letu so se kot edini odločili, da bodo vsem gospodinjstvom dobavljali energijo zgolj iz obnovljivih virov, brez doplačila. Pred dnevi so predstavili najbolj inovativen račun za energente pri nas. Z nami je direktor podjetja, magister Mitja Terče. Dobrodošli. Predstavili ste posodobljen račun za energente. Kaj je bil povod za posodobitev? Razlog za to, da smo se odločili, da spremenimo račun, je bil predvsem ta, da so številni kupci spraševali, kaj je to na računu, niso razumeli računa in smo dobivali veliko vprašanj. Naredili smo tudi tržno analizo in ugotovili, da 50% kupcev ne razume računa za električno energijo, 80% vseh pa želi nov, preglednejši, enostavnejši račun za energijo in to je bil tudi povod, zakaj smo zamenjali račun. Kakšne prednosti prenovljen račun prinaša plačniku in morda nam razložite kar na vzorcu, ki ste ga prinesli v studio? Ta račun prinaša številne prednosti. Ena od večjih prednosti je, da so na enem računu zbranih več merilnih mest. Se pravi, da lahko sedaj naši kupci ali novi kupci na enem računu dobivajo račun za elektriko v stanovanju, hiši, vikendu, gorci, čebelnjaku, lahko tudi na ta račun si dodajo še plin, se pravi, prodajamo tudi zemeljski plin. Vse energente, tudi biomaso je možno sedaj imeti na enem računu in to na pregleden in grafični način. Druga prednost je pa že ta omenjena preglednost. Se pravi, da bodo ljudje lahko na enem računu videli, kaj so porabili prejšnji mesec, koliko denarja gre za energijo, koliko denarja gre za omrežnino in koliko denarja pobere država. Se pravi, poraba je pa ključnega pomena, če jo vidijo in grafično spremljajo, da lahko šele potem vidijo, ali so kaj privarčevali, ko so kupili novo napravo, ali so kaj privarčevali, če so začeli ugašati luči, koliko v primerjavi s prejšnjim mesecem, z enakim mesecem prejšnjega leta. In to je čista osnova potem, da lahko vidimo. Ali pa če se kaj dogaja, poraba, zrasla mi je poraba, kaj sedaj vidiš takoj na prejšnjem mesece, lahko ukrepaš, lahko vprašaš nas, kaj se je mogoče kaj zgodilo in tu sta nekako. Hkrati je pa tudi ta prednost, da bomo porabili manj papirja, manj barve, manj plastike in bomo tudi s tem, ko smo prenovili račun, okolju bistveno prijaznejši. To se pravi, vse te prednosti prinaša tudi vašemu podjetju? Prednosti so obojne, tako kupcem, ki bojo z združenim računom plačevali manj provizij, se pravi, ne bo treba 7 računov ali pa 2 ali 3 račune plačevati za energente, ampak enega. Na drugi strani pa tudi mi pošiljamo manj računov. Strošek poštnine je v našem podjetju eden najpomembnejših stroškov, primerljiv s stroškom dela, ki ga tudi zmanjšujemo. Se pravi, pregleden račun, nižji stroški za kupca, tudi nižji stroški za nas za poslovanje in predvsem, kar je najbolj pomembno za nas in vse, da so kupci zadovoljni. Kako pa ste poskrbeli, da bodo kupci razumeli ta nov račun? Nenazadnje to pomeni tudi za njih veliko spremembo. Ja, gre za veliko spremembo, gre za unikatni račun, ki ga v Sloveniji ni, gre za račun, ki je tudi v svetovnem merilu en redkih takih grafičnih računov, ki grafično ponazarja, kaj se zaračuna svojemu kupcu. Zato smo se tudi potrudili, da maksimalno izobrazimo svoje kupce. Vse nabiralnike bomo poslali brošuro, ki korak po korak razlaga celoten račun, tako za elektriko kot za zemeljski plin, ki pokaže vse možnosti, ki jih lahko imajo kupci in tudi malce na širše razloži celotno elektriko. Hkrati smo posneli video spot, ki bo tako na naši spletni strani, vaši televiziji, na YouTubeu, skratka možno bo videti ta spot, ki bo tudi detaljno razlagal račun. Vedno smo pa tukaj na naših enotah v klicnem centru, da vsem tistim, ki še imajo kakšno dodatno vprašanje, razložimo to, ampak mi verjamemo, da je račun že samo po sebi toliko jasen, da ne bo potrebno veliko razlag. Verjamem pa, da bo nekako malo presenečenja v prvem odpiranju računa, ker z tistih črnih naštevanjih in tabel v primerjavi s temi barvami bo malce presenečenja, zato tudi želimo čim več ljudi seznaniti s tem, da naj se pripravijo na spremembo. Bo pestrejši, vsekakor. Kdaj pa ga lahko pričakujemo v nabiralniku? Pričakujete ga lahko v začetku februarja, se pravi januarski račun, kar ste v januarju porabili zemeljskega plina ali elektrike, bo v prvih dneh februarja na vašem naslovu in takrat boste lahko tudi osebno, kar pri vas pomeni ta sprememba, videli,
na lastni koži. Omenili ste varčevanje, prihranek za kupca. Kako mu pomaga nov račun pri tem in morda nekaj splošnih nasvetov, kako lahko vsak zase poskrbi za nižji znesek na računu? Kot sem že dejal, na ta račun je možno združiti več merilnih mest, se pravi hiše, vikende, več energentov, tudi če uporabljate zemeljski plin, vse je na tem računu in po zelo ugodnih cenah, se pravi, in plačujete eno provizijo, ne več večjih, hkrati imate porabo tako za plin kot za elektriko na enem računu in lahko vidite primerjavo z prejšnjimi obdobji vsem, kar ste naredili. Vedno sta pa dve stvari pri varčevanju. Ena je tista, da je treba spremeniti navade, ta je najtežja, pa najcenejša, se pravi ugašati luči, ugašati naprave, ne imeti okna skozi odprtih, pravilno temperaturo doma, recimo nekaj tako enostavnih, izklapljati polnilce za mobitel iz napetosti, ker porabijo kakšen evro, 2 na leto energije. Na drugi strani lahko pa investirate, kupite novejše naprave za ogrevanje, modernejše žarnice, A razreda, pralne, pomivalne stroje, hladilnike in podobno in dodatna izolacija, nova okna. To so vse neki ukrepi, ki pa stanejo in ki nosijo učinke. Te so ponavadi dragi in bolijo na denarnici, tisti drugi so pa težje za spremeniti, ker najtežje je spremeniti navado. Elektrocelje Energija pa je v zadnjih 2 letih postal tudi dobavitelj ostalih energentov. Prodajate zemeljski plin in lesne pelete. Kako ste kaj zadovoljni s prodajo? Prodaja ubojnega nam raste, vsako leto praktično podvojimo, prodajo imamo vedno več zadovoljnih kupcev. Mislimo pa, da je naslednji korak ravno ta račun, ki omogoča, da je vse to, kar mi prodajamo, na enem računu in na pregleden način. Tako da računamo še, da se nam bojo ravno tudi zaradi enotnega računa in nižjih stroškov provizij, ki so včasih ravno pomembna razlika, še dodatna za menjavo, še tisti evro, ki ga lahko prehranejo z manj računi, je mislim, da še dodatni motiv, zakaj zamenjati tudi dobavitelje zemeljskega plina ali pa zakaj naročiti pri nas pelete, kjer resnično povečujemo tako prodajo kot pestrost ponudbe in glede na več kot 100-letno tradicijo vedo naši kupci, da smo že 100 let tukaj in da v primeru kakršnekoli reklamacije, težave smo še vedno zadeve rešili in to je tudi razlog, zakaj smo tako dolgo tukaj in bi radi še vedno še 100 let bili tukaj. Torej, kakovost storitev je pri vas na prvem mestu? Vsekakor in jo redno izboljšujemo in to je tudi naš glavni cilj in tudi eden od namenov, zakaj smo zamenjali račun, ravno da izboljšamo še na tem področju kakovost svojih storitev. In kaj nam pripravljate še v tem letu? Kakšne novosti? Konec meseca bodo uporabniki dobili prenovljen spletni portal, kjer bodo vnesli svoje geslo in uporabniško ime in videli vse, kar se jim dogaja v poslovanju z nami, koliko porabijo energije, kakšen račun, primerjave z lani, enako tudi za zemeljski plin, naročali dodatna merilna mesta, naprimer študentsko stanovanje za svojega otroka v Ljubljani lahko predstavijo sedaj tudi na en račun. To bodo lahko preko spleta tudi preko tega portala uredili ali pa še kak dodatni priključek za plin ali naročili peleta. Skratka, en čudovit, nov, modern spletni portal prihaja. Ena od večjih novosti je pa tudi potencialno povezovanje z elektrogorenjsko prodajo, ki je podoben trgovec z energijo, manjši sicer kot mi, ki deluje predvsem na Gorenjskem. S tem bi postali drugi največji trgovec v državi in eden od resnejših igralcev na energetskem trgu. Gospod magister Mitja Terče, hvala lepa za ta pojasnila in obisk v našem studiu. Hvala vam.